Dober dan, spoštovane gledalke in gledalci, sem Jasna Martinjak, raziskovalni projekt Povej. Z nami je gospod Matjaž Štibil iz Krajevne skupnosti Ustje v občini Ajdovščina. Lepo pozdravljeni, gospod Štibil. Lepo pozdravljeni tudi vi in vsi, ki to gledajo. Torej bi vas vprašala, je to vaš prvi mandat ali ste bili že prej v tej vlogi? Ne, kot sva se že prej neuradno pogovarjala, to je moj Ja. prvi mandat sploh, se pravi, zdaj funkcijo predsednika sem nastopil konec lanskega leta, tako da počasi šele spoznavam vse zakonitosti in procese, ki so pomembni za upravljanje tega dela, no. Kako pa bi zdaj na podlagi te svoje skoraj enoletne izkušnje ocenil sodelovanje oziroma povezanost med prebivalci pa med prebivalci Ustja pa med vami, med svetom krajevne skupnosti? Ja, ne vem, težko bi, v bistvu naš svet se je že ob sami ustanovitvi smo poskušali pridobiti tudi neka mnenja od prebivalcev, ker pač krajevne skupnosti v naši občini in najbrž tudi drugje smo morali dokaj kmalu po izvolitvi oddati plane dela za plane investicij za naslednja 4 leta in kot novopečen in nisem imel tudi stika v toliko s skupnostjo, da bi vedel, kaj skupnost potrebuje, ne, in smo nekako hoteli in iskali tudi mnenja, pobude s strani občanov oziroma vaščanov in smo naleteli na eno tako stvar, da pač nobene pobude ni takrat bilo oziroma vsaj podane uradno. Zdaj počasi, ne, se pa nekako potem bolj na individualni ravni tudi te pobude prihajajo, ne. Problem v tem je edino ta, da ko smo mi že prijavili projekte za naslednja 4 leta, jih sedaj ne moremo, ne, več. In zdaj vse pobude, kolikor so dobrodošle, so potem toliko težje uresničljive, vsaj tiste, ki so povezane z nekimi investicijami, ne. A pa ste mogoče dobili kakšno predajo od prejšnje garniturce? Ja, s prejšnjim predsednikom mi je predal, tudi zdaj je še vedno na voljo, če je potrebno kaj za nazaj razčistiti, vprašati, tako, no. Tako da, ja, mislim, nekaj ni bilo sicer nekega takega 4-letnega zaključnega poročila, no, kot bi si ga človek lahko želel, ampak smo pa tako verbalno si predali vse informacije, ki smo mislili, da so potrebne, no. Okej, hvala. Kako pa ocenjujete povezavo med krajevnim svetom pa med samo občino, kakor ste zdaj uspeli pridobiti izkušnje? Jaz jo ocenjujem kot zelo, mislim, pozitivno. Mislim, da kar vsi, jaz sem imel že prej sicer nekako precej opravkov z občinskimi strukturami zaradi prejšnjih zadolžitev oziroma funkcij, ampak mislim, da jo ocenjujem kot zelo pozitivno, tudi vsi zaposleni na naši občini, s katerimi imam jaz opravka, so zelo odprti in se z njimi, mislim, dostopni, tako da mislim, da je ta stvar, tudi župan je zelo dostopen in se da z njim marsikaj pogovoriti. Seveda se pa zavedamo, mislim, jaz se zavedam, da v naši občini je pač toliko pa toliko krajevnih skupnosti in poleg krajevnih skupnosti ima občina tudi svoje projekte, pač in seveda, ne, denarja zmeraj zmanjka in nekako je treba to torto razdeliti, ne, in kosi torte so zmeraj premajhni, ne, za tiste, ki jih dobimo, ne, pa
tako je. Ja, ampak vi imate že v izvajanju ta participatorni proračun. Tako da, Ja, dejansko, ja, to je res, ne. To je sicer stvar, ki ne poteka neposredno preko svetov krajevnih skupnosti, ampak je to pač participatorni proračun odprt za vse občane. Tako da letos sicer ga mislim, da ni, in bo pa spet v naslednjem letu ta moja pobuda zaživela. Letos se pa izvajajo oziroma končujejo ti projekti, ki so bili, mislim, da je leta 2018 sprejeti, ja. Super, hvala. Prosim. Me pa zanima, kakšen bi bil vaš pogled na idejo, da bi bil občinski svet sestavljen iz predsednikov krajevnih vaških četrtnih svetov. Ja, morda ne bi bilo slabo, najbrž bi bil tukaj edini problem, morda, ne vem, ne, če gledamo z strani demokratičnega zastopanja vseh občanov, da bi imeli potem en svetnik, en glas, tudi najmanjša vas bi imela isto število glasov kot recimo večje krajevne skupnosti. Zdaj tukaj je potem lahko prihaja do nekega problema oziroma do neke dileme, a bi bil tak način upravljanja dejansko fair, ne, oziroma dejansko reprezentativen za celotno skupnost. Ampak ja, vsekakor, če je predsednik krajevne skupnosti ali pa kdorkoli iz sveta krajevne skupnosti tudi svetnik, s tem precej lažje oziroma razpolaga z večjimi informacijami in tudi nekako tudi z večjim vplivom, seveda. Hvala. O pobudah sva že rekla. Ponavadi vprašam, če zbirate pobude, kako to izgleda, pa ste že nekaj omenili, da zdaj počasi prihajajo. Kako pa pridejo ljudje do vas osebno, vam pošljejo na mail ali? Mail zaenkrat ne, mislim, mi smo tudi sklicali potem ta zbor krajanov, kjer smo tudi pač poskušali predstaviti naše delo oziroma tudi na tem mestu dobiti neke odzive od naših krajanov, pa tudi kakšno pobudo oziroma predlog, tako da lahko pa prihajajo tudi čisto individualno na ulici oziroma na cesti. Ja, Pač zdaj funkcija predsednika krajevne skupnosti je zelo zanimiva funkcija, če lahko tako rečem, ker je od tega, da se ne bi ukvarjali z nekimi projekti, ki jih vas potrebuje. Tukaj so najbolj prioritetne za prebivalstvo, kar jaz vidim in kar čutijo, ceste, vse, kar je povezano s komunalno infrastrukturo, take stvari, no. Potem pa so te razne vzdrževanja poti, jaški, ki pač niso prav montirani, pa kakšna parkiranja na javnih površinah, vse to so pač stvari, ki krajane nekako najbolj motijo oziroma najbolj mučijo, ja. Zdaj, kakšne hude filozofije tukaj mislim, da ni, ne, kakšnih hudih nekih vizij in razvojnih idej, ne vem, vsaj zaenkrat, no, bomo videli, kako bo šlo naprej. V redu, pa še zadnje vprašanje, je karkoli, kar želite sporočiti gledalcem? Jaz bi želel sporočiti, da naj se imajo fajn in tudi, če včasih kakšen jašek pušča, da to ni prav zdaj najbolj pomembna stvar na svetu in da včasih je tudi treba biti malo potrpežljiv, strpen do drugih predvsem in potem bo
jo stvari lepše šle naprej. No? In če se le da s komunikacijo reševati težave. No? Okay. Hvala lepa, gospod Štibil. Hvala tudi vam, Prosim, spoštovani ja, hvala gledalke in tudi vam. gledalci. In nasvidenje pa lep dan.